Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dragi bratje in sestre. Včeraj na 4. velikonočno nedeljo nam je Jezus v evangeliju spregovoril. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. In jaz jim dam večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in oče sva eno. Kot otrok se spomnim, da v naši vasi so se nahajali pašniki, na katerih so se pasle ovce. Zelo prijetno je bilo poslušati njihovo meketanje, potem njihovo tekanje sem in tja. Ko sem bil na romanju v Sveti deželi 9 let nazaj, pa sem opažal, da je tam pokrajina precej drugačna, kakor pri nas. Veliko bolj sušnata, veliko bolj kamnita. In ko Jezus govori o ovcah, o paši, o pastirjih, je imel on sam in poslušalci precej drugačno pokrajino pred seboj. In temu primerno so se morali tudi pastirji prilagajati. Namreč, da pastirji v Jezusovem času na tem področju Svete dežele so morali biti zelo skrbni, saj ni bilo tako bujnega rastlinstva, tako bujne trave, tako bujnih pašnikov, kakor so lahko pri nas v naših krajih. In vse to je zaznamovalo to, kakšen je pastir in kakšne so tudi ovce. Pastir tako se je z ovcami selil sem in tja. Ni bil na eni lokaciji ali 2, 3, ampak je moral premagovati skupaj z ovcami dolge razdalje. Pastir torej bil tisti, ki je živel z ovcami in posledično jih je zelo dobro poznal. Poznal jih je celo po imenu, saj so pastirji radi dajali različnim ovcam ljubkovalna imena, jih tako klicali, ter so se ovce prilagajale na pastirjev glas. Pastirjev glas jim je kazal, da so blizu tistega, ki jih varuje, ki jih pazi. Podoba pastirja v Svetem pismu torej je takšna, da je pastir buden, da je njegov pogled uprt v daljavo, saj je iskal, kje so dobri pašniki. Prav tako pa so bili pastirji izpostavljeni različnim vremenskim nevšečnostim, bodisi hudi vročini, sončni pripeki ali pa dežju, vetru, mrazu, celo nevihtam. V Psalmu 23 beremo: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Ta podoba pastirja, pastir, ki je skrben, ki je skupaj s svojo čredo, je že v Stari zavezi. Podoba Boga samega, Bog, ki je svojim ljudstvom, Bog, ki svoje ljudstvo pazi in ga varuje. Tudi v Novi zavezi Jezus sam se poistoveti s podobo pastirja, kot tistega, ki pazi na nas, ki za nas skrbi in ki nas varuje. Zanimivo, da ravno v velikonočnem času pri bogoslužju prebiramo odlomek o Jezusu kot dobrem pastirju. In to ni kar tako po naključju, saj dejansko je Jezus prav na veliko noč pokazal, kako je on dobri pastir, ki daje življenje za svoje ovce. Pred 2000 leti, takrat, ko je Jezus živel in ko je tudi povedal to priliko o dobrem pastirju ter o ovcah, ki jih varuje,
so nekateri pastirji bili najemniki, nekateri pastirji pa so skrbeli za ovce kot za čredo, ki je bila družinska, ki je pripadala posamezni družini. In pokazala se je očitna razlika med tistimi pastirji, ki so ovce bile njegove, in med pastirji, ki ovce niso bile njihove, ki so samo jih imeli za zaslužek. In Jezus pravi, da je dobri pastir, pastir, ki skrbi za svoje ovce, ki so njegove. In tako, ko je recimo prišla neka nevarnost, bodisi volk ali razbojniki, ki so ropali, ki so ovce kradli, ki so jim veliko hudega storili, so najemniki preprosto zbežali. Za ovce jim ni bilo mar in so takoj reševali svojo kožo. Pastirji, ki so pa ovce bile njihove, pa so z ovcami čutili, saj so jih poznali celo po imenu, več let skupaj z njimi živeli, ter so bili med seboj navezani. Tako so ti pastirji bili pripravljeni stopiti v borbo, bodisi zoper zveri, bodisi zoper razbojnike, ki so hoteli kaj žalega storiti ovcam. In Jezus tako je na veliko noč pokazal, kako je on dobri pastir, kako je on svoje življenje dal za vse nas. Na Veliki petek namreč je na križu razpel roke za vse nas ter se daroval za naše odrešenje. Tretji dan, na veliko noč, pa je Jezus vstal od mrtvih, premagal je zlo, premagal je smrt, ter nas tako rešil in nas odrešil. In Jezus je kot najboljši pastir, ki je za nas naredil prav vse, saj ni tisti, ki le da nam posveča svoj čas, ki nam posveča pozornost, ampak nam daruje svoje življenje. In podoba pastirja v Novi zavezi, torej je podoba Jezusa kot pastirja. In Jezus daje svoj zgled vsem pastirjem cerkve, papežu, škofom, duhovnikom, da bi kot dobri pastirji bili skrbni, ter da bi bili pripravljeni za ljudstvo dati tudi svoje življenje. In tako nam množica svetih papežev, škofov in duhovnikov nam pričuje, kako so dajali življenje za svoje ljudstvo, kako so dajali življenje za ljudi, kateri so bi jim bili zaupani. Prav tako pa Jezus, kot dobri pastir, predstavlja vzgled za slehernega človeka. Kako je pomembno, da smo dobri drug do drugega, kako je važno, da ko pride neka nevarnost, preizkušnja, da ne zbežimo, ampak da si pomagamo med seboj. In tako imam v mislih številne ljudi, ki bodisi kot prostovoljci v dobrodelnih organizacijah ali preprosto kot sorodniki, sosedje, ki nimajo zaprtih oči do svojih bližnjih, ki so v stiski, ampak jim pridejo na pomoč, jim pomagajo ter jim nudijo na razpolago svoj čas, svoje moči, svoje talente ter imajo v sebi sočutje. In prav to je posnemanje zgleda Jezusa kot dobrega pastirja, da bi drug drugega varovali in skrbeli drug za drugega. Četrta velikonočna nedelja, nedelja dobrega pastirja, pa je tudi nedelja duhovnih poklicev, ko molimo, da bi Gospod poklical
nove duhovnike, redovnike, redovnice, da bi služili cerkvi in ljudstvu. In tako naj bodo naše misli usmerjene v vse tiste, ki jih Gospod kliče, da bi imeli pogum, ter da bi z vsem srcem posnemali Jezusa kot dobrega pastirja. Vsem želim še naprej lep večer in nasvidenje.